Prevzemimo svojo odgovornost. Vzemimo si čas le za sebe. Nekaj trenutkov preživimo sami s seboj. Odmaknimo se na miren prostor in začutimo svoje telo. Bodimo iskreni do sebe. Sebi namenimo svoj dragoceni čas ter se oblimo z ljubeznijo. Zaslužimo si to. Sprejmimo se prav takšne, kot smo, z vsemi napakami in pomanjkljivostmi vred. Ne obtožujmo se, kajti takšni, kot smo, smo najboljši. Vsak izmed nas je nekaj posebnega in nenadomestljivega. Imejmo se radi. Prevzemimo zdaj odgovornost za svoje življenje. Ne opazujmo le svojega življenja, ter se ne pritožujmo nad stvarmi, ki se nam dogajajo. Postanimo zavestni ustvarjalec svojega življenja. Zavestni ustvarjalec pomeni, da 100% prevzemamo odgovornost za vse, prav vse, kar se nam dogaja. Le mi sami si lahko ustvarimo takšen dan, kot si ga želimo, da bi ga imeli. Zato je zdaj čas, da spremenimo svoje misli, ki nam ne koristijo več. Začnimo si pripovedovati takšne misli, ki so nam všeč. Pripovedujmo si takšno zgodbo, ki bi jo radi živeli. Zavedajmo se, da so naše misli tiste, ki ustvarjajo našo realnost. Naše misli ustvarjajo naše življenje. Pomislimo, kakšne misli imamo v tem trenutku. Na kaj mislimo? Na kaj se osredotočamo prav zdaj? Če nam trenutna realnost ni všeč, je pomembno, da v tem trenutku ne dajemo več svoje pozornosti tem stvarem, ki nam niso všeč. To pomeni, če nas je v tem trenutku nečesa strah, da bi se zgodilo, ne mislimo več na to, ter se ne plašimo. Mnogokrat v svoji glavi delamo pravo dramo, kaj vse se lahko zgodi, pa se v resnici sploh še ni zgodilo. Vse to se dogaja le v naših mislih. Vse se dogaja v naši glavi in mi smo preplašeni in živimo v strahu. Naši občutki so grozni, ni nam prijetno.
Stop. Zakaj si to delamo? Zakaj si sami povzročamo s svojimi slabimi mislimi ves ta strah in slabe občutke? Zato je pomembno, da se zavedamo svojih misli. Pomembno je, da opazujemo svoje misli, ki jih imamo v tem trenutku, ter se zavedamo, da smo le mi tisti, ki si s svojimi mislimi ustvarjamo svoje občutke. Če želimo, da nas še naprej skrbi, obdržimo iste misli in dajemo moč temu in še naprej trpimo ter se smilimo sami sebi. Če pa želimo, da se nam občutki spremenijo, spremenimo zdaj svoje misli, ki smo jih imeli do sedaj. Zakaj bi še naprej skrbeli? Zakaj bi še naprej se obremenjevali in trpeli? Vedimo, da smo na tem svetu zato, da smo srečni, zato, da živimo lepo in mirno življenje. Seveda se ne bo to zgodilo kar čez noč in v trenutku. In tudi temu ne bomo takoj verjeli, da se nam lahko zgodi. Mogoče si lahko za začetek rečemo, oziroma si mislimo, da nam gre vsak trenutek bolje in bolje in da se učimo in počasi napredujemo. Vsak trenutek nam gre bolje in bolje. Vsak trenutek nam gre bolje in bolje. Vsak trenutek nam gre bolje in bolje in bolje in bolje. Pomembno je, da začnemo občutiti dobre stvari, kot da so se že vse zgodile. Počasi to delamo korak za korakom. Tako ustvarjamo in kreiramo svojo realnost, ki si jo želimo. Naši občutki, naša občutja, tisto, kako se počutimo v tem trenutku, so najboljši pokazatelji, kje smo v danem trenutku. Če nam nekaj ni okej, če nam nekaj ni v redu, pomeni, da se ne počutimo v redu. In zavedajmo se, da smo si vse te občutke sami ustvarili s svojimi mislimi. Svoje misli pa lahko zdaj postopoma spreminjajmo. Ne recimo si, da se ne da nič storiti. Vse se da, vse nam je mogoče. Mogoče ne tako hitro, kot bi si želeli mi v tem trenutku, vendar vedimo, vse je mogoče. Karkoli se nam je zgodilo, se je zgodilo in to je dejstvo. Tega ne moremo spremeniti. Vedno pa lahko spremenimo svoj pogled na to. Na to neprijetno stvar lahko gledamo kot na nekaj slabega, groznega in si povzročimo slabe in neprijetne občutke in s tem še bolj tej stvari, tej dani situaciji dajemo svojo energijo in svojo moč. Mi pa postajamo čedalje bolj ujeti v to. Lahko pa naredimo drugače. Lahko pa preprosto rečemo, ok, zgodilo se je,
Ni fajn, vendar zavedamo se, da se je zgodilo. Vprašajmo se, kako zdaj naprej, kaj lahko sami spremenimo v tem trenutku, kaj lahko sami naredimo ta trenutek. Kaj lahko storimo, da se bomo bolje počutili? Tega ne more nihče storiti namesto nas. In tudi se nihče ne more odločiti namesto nas, le mi sami lahko. Le mi sami se moramo tako odločiti. Poskušajmo se postopoma osvoboditi teh slabih misli. Začnimo gledati na vse drugače, iščimo rešitve in si jih tudi zamislimo. V svoji glavi lahko ustvarimo prav to, kar si želimo. Naše telo ne bo vedelo, ali se nam to res dogaja ali ne. Naše telo bo reagiralo in se odzvalo le tako, kot bomo mi občutili v svojih mislih. Telo se nam bo odzvalo na naše misli, tako na dobre kot na slabe. In v obeh primerih bomo dobili še več tega, kar bomo mislili, ali dobre stvari ali slabe. Zakaj bi še naprej trpeli? Zakaj bi še naprej skrbeli? Ni potrebno. Zdaj si v svojih mislih pripovedujmo stvari, za katere želimo, da bi se zgodile. Začutimo to, kot da se nam vse to že dogaja. In kmalu se nam bo telo na to odzvalo. In počutili se bomo bolje. V tem trenutku začutimo to, kar si želimo. In kmalu se nam bo realnost začela spreminjati. Ne bodimo ujetniki svojih slabih misli. Opazujmo svoje misli, ozavestimo svoje misli in jih spremenimo, ko opazimo, da nam niso všeč. Prevzemimo zdaj odgovornost. To pomeni, da prevzamemo svojo odgovornost. To pomeni, da postanemo zavestni ustvarjalec svojega življenja in zavestno kontroliramo svoje misli vsak trenutek. To pomeni, da takoj, ko opazimo, da nam naše misli niso všeč, jih le preprosto zamenjamo in spremenimo. Ko zamenjamo svoje misli, se takoj začnemo počutiti bolje. In začnejo se nam dogajati stvari, katere si želimo, da bi se zgodile. Zavedajmo se, da spreminjamo lahko le sebe in še enkrat sebe in nikogar drugega. Odgovorni smo le zase in za nikogar drugega. Zato je zdaj čas, da prevzamemo 100% odgovornost za svoje življenje. Prevzemimo zdaj svojo odgovornost. Hvala za to spoznanje, da smo mi ustvarjalci svojega življenja.
mi smo tisti, ki s svojimi mislimi danes ustvarjamo svoj jutri. Veselo ustvarjanje. Srečno!